Pozdravljeni, Don Teperko, poklical odvetnik, v prostem času, kot vlagatelj. Zdaj v teh dnevih poslušamo, kako v Sloveniji primanjkuje investicijske kulture, kako ljudje sedijo na depozitih in tako naprej. In se lahko vsi strinjamo, da na eni strani sigurno je treba finančno izobraziti, da bo ljudje bolj stopili na trg. Na drugi strani je pa pač zaupanje v trg. Tukaj ATVP sigurno kot tisti, ki v prvi luči varujete male vlagatelje, male delničarje, igrate veliko vlogo. In v zadnjem času smo zaznali dve dejavnosti, dva dogodka na trgu, pa me zanima vaše mnenje na to. In sicer na prvi strani smo zasledili, da borzno-posredniška hiša, ki zastopa svoje stranke, hkrati na drugi strani jim prodaja preko povezanih oseb neke finančne inštrumente, kar vsekakor kliče po nekem konfliktu interesov, celo do te točke je prišlo, da so te, ki so sprejeli ta ponujen finančni inštrument, konkretno izgubili. Tukaj me na eni strani zanima, kakšno je vaše mnenje, pa če se v tej smeri karkoli dela, in na drugi strani, dobro analogijo ste dali, kako delujete kot policija. In policija dostkrat marsikakšno kaznivo dejanje, pa nepravilnosti, pa prekrške odkrije ravno, ko i posamezniki, državljani poročajo, dajo kazenske ovadbe in tako naprej. In zakaj ni več tega, da bi se lahko vlagatelji, delničarji v teh nadzornih postopkih, rečemo za primer prevzemih, ko se daje soglasje k prevzemni ponudbi, zakaj se ne bi mogli že tam vključiti mali delničarji, mali vlagatelji, pa mogoče pomagali s svojim znanjem ali pa s tem, da so še dodatna delovna sila, ki vam lahko pomagajo odkriti mogoče kakšno nepravilnost, pa sprejeti boljšo odločitev. Hvala za vprašanje. Zdaj, če se dotaknem najprej prvega vprašanja, kar se tiče konflikta interesov. Zdaj, tukaj je zelo, zelo striktna zakonodaja, kaj lahko borzno-posredniške družbe delajo in kaj ne. In dejansko mi vse te primere, ki jih dobimo od katerekoli osebe ali pa tudi tisto, kar, bom rekel, sami po sebi poizvedujemo, pa najdemo, vse te zadeve preiščemo, pregledamo, kaj je narobe, in če najdemo kakšne nepravilnosti, jih dejansko sankcioniramo. Tako da tukaj neminovno in tukaj nam vsaka informacija dejansko pomaga. Imamo tudi na svoji spletni strani posebne rubrike za to, kamor lahko posamezniki dajo svoje pritožbe oziroma svoja opažanja, in jih vedno preverimo. Tako da tukaj to je vsekakor dobrodošlo in tudi to v drugem delu, kar se nanaša, se pravi, vse informacije so dobrodošle, morate pa vedeti, da mi moramo pa delovati skladno z zakonom. Zdaj, če me vprašate, zakaj so zakoni takšni, kot so, je pa to vprašanje, ki presega pravzaprav ta forum, ker dejansko predpisi se sprejemajo v državnem zboru, in je treba potem te stvari, bom rekel, na višji nivo nasloviti. Mi pa smo dejansko veseli vsake informacije, ki dobimo od kogarkoli, in vsako informacijo tudi preverimo, brez skrbi. Če lahko sem majčkeno še provokativen, na prvem slajdu smo pa vsem prebrali, da ste pa tisti, ki dajete tudi zakonodajne pobude, in kaj bi, a je pol kaj pripravi, je kakšna pobuda, ki pa to vprašanje naslavlja mogoče, da bo potem lahko državni zbor o tem razpravljal, pa sprejel kakšen zakon, ki bo ustrezneje urejal. Konkretno o vaši pobudi dejansko ATVP še ni razpravljala, tako da bomo tudi veseli, če jo boste dali, pa bomo potem lahko to tudi naprej prenesli.